Jaz z moje strani bom zelo kratek. Nad obrazložitvijo te tako imenovane sodbe danes nisem bil presenečen, zaradi tega, ker je bila obrazložitev takšna, kot sem jo pričakoval. Torej, sodnica ni navedla enega samega dokaza, da bi bil gospod Janez Janša v karkoli vmešan. Celo v tistem delu, ko je obrazlagala to sodbo, je uporabila seveda nekako tako termin. Sej je za pričakovati, da se dokaz ne bo našel, kaj ti seveda ve se, da se dokazi v takih zadevah ne morejo najti. Vseeno pa očita seveda gospodu Janši, da ne bi to storil. Niti enega samega dokaza, niti enega samega dejstva danes ni sodnica navedla v obrazložitvi, ki bi kakorkoli gospoda Janeza Janša povezvalo s to zadevo. So trenutki, ko tudi v moji karieri pomisliš, da mogoče je potrebno nehati s tem delom, kajti ko doživiš nekaj takega, kar sem doživel danes, da nekdo razglasi sodbo brez dokazov, misliš, da se ne grem več. Enostavno, tudi jaz spoštujem pravo in želim seveda zastopati korektno in vedno v okviru tistega, kar je v sodnem spisu. Ne pa tistega, kar se dogaja izven sodišča in izven tega spisa. Seveda sem sklenil, da ne bom prenehal, zato ker naj za gospodom Janša čaka še borba do kraja, kot je on povedal. Dokler ta krivična sodba ne bo razveljavljena ali odpravljena na kakršenkoli način. Hvala.